Jaz si bom sposodila en kratek odsek iz knjige Bikovska napoved za napoved prihodnjega panela, in sicer skrivnostni izvor Bitcoina se zdi preveč neverjeten, da bi bil resničen. Čeprav morda ne bomo nikoli izvedeli vseh podrobnosti, vemo, da so stvari potekale nekako takole. 3. januarja 2009 je neznana oseba na neznani lokaciji pritisnila tipko na računalniški tipkovnici in zagnala enega najpomembnejših programov v zgodovini. Omrežje Bitcoin. To je del iz Bikovske napovedi za Bitcoin in v bistvu je krasen uvod v našo prihodnjo temo, kajti kmalu zatem, ko se je pritisnila ta tipka, so se prvi slovenski entuziasti na tehnologijo srečali v Kiberpipi na Kersnikovi ulici v Ljubljani in tako so nastali neki zametki slovenskega Bitcoin društva. In danes boste v Bitcoinu, na slovenskem Bitcoin društvu in pa vseh dejavnostih, ki potekajo v povezavi z Bitcoinom, se boste pogovarjala Toni Čepon, predsednik Bitcoin društva Slovenije, in pa ustanovitelj Decrypt in sovoditelj podcasta Na Coinu, David Juvan. Izvolite. Lep pozdrav vsem skupaj. Danes bomo v naslednjih 20 minutah govorili o Bitcoin skupnosti v Sloveniji, in sicer ni boljšega sogovornika kot predsednik Bitcoin društva Slovenije, Toni Čepon. Toni ima ogromne energije, povsod, kjer se karkoli dogaja v povezavi z Bitcoinom, boste njega našli. Če so te hoteli izogniti, težko se mu boste, povsod vas bo najdel. Toni, živijo. Živijo, David. Mislim, kar malo zafarbal, ampak ja. Najprej bi vas povabil k izpolnitvi ene ankete oziroma eno vprašanje so pripravila za vas. Zelo preprosto. Kdo je lastnik Bitcoina? Dajte poskenirati, vas prosila za sodelovanje, na koncu bomo skupaj pogledali odgovore pa pokomentirali. Pojdite na slido.com in napišite številko, ki jo vidite na ekranu. A sem jaz glikle na QR kodi, a ne? Aha. A je v redu? Ni v redu. Jaz bom zdaj to pustil gor, če boste še kaj rabili tele številke. Toni, kako se vse skupaj začel z Bitcoin društvom in en zelo kratek povzetek do zdaj? Ja, tako na hitrco. V Sloveniji se je skupina ljudi zelo hitro začela pogovarjati o Bitcoinu, društv. Tako kot je Tanja prej že povedala, že 2012 so bila prva srečanja, tako da tam je tudi zrasla ideja, da mogoče bi se pa lahko povezali mogoče v neko uradno društvo, in 2014 so dejansko Nejc pa Luka pa še ostali dejansko registrirali to društvo in po naših podatkih je to društvo eno najstarejših, če ne celo najstarejše Bitcoin društvo oziroma neka organizacija na svetu. Tako da jaz mislim, da to smo bili res early adopterji, če ne pri Bitcoinu, pa vsej pri teh organizacijah, dogodkih, druženjih, ki so zelo pomembni za adopcijo Bitcoina, za adopcijo tehnologije in tudi izobraževanja posameznikov, ker dejansko ljudje imajo težavo in nekako je treba do njih pristopiti. Tako da ja, smo zgodnji bili in še vedno smo. Kaj pa Bitcoin? Aktivnosti, ki jih pripravljate, lahko poveš kaj več o njih? Društvo vedno organizira oziroma se trudi organizirati neke dogodke, kjer, tako kot sem prej povedal, poskušamo pristop do posameznikov, tako da imamo redne mesečne meetupe, izobraževanja, ne vem, lansko leto smo imeli Pizza Day, je bil kar lepo obiskan, tako da, ja. Kaj pa, kako postanem član? V bistvu član
postati dosti enostaven. Zdaj, član je vsak, ki pride konec koncev na meetup, polnopravni član, je pa vsak, ki plača letno članarino, da mora reči 20 evrov oziroma pač prejemamo plačila tudi v satoših, normalno, še bolj smo veseli. Tako da na koncu je pa itak od vsakega člana važen proof of work. Glede na to, da smo neprofitna organizacija, pričakujemo od vsakega člana ne da pride na meetup pa sam posluša, ne da sam plača članarino, ampak da dejansko širi znanje, ne vem, na družino, na prijatelje, da se pač pogovarjajo o denarju, o inflaciji, o bitcoinu in to je zame ta pravi član. To so v bistvu priložnosti za ljudi, ki se pridružijo ali pa pridejo samo na meetup, ne? Da pridejo do novega znanja, da spoznajo bitcoinerje, da se družijo z njimi, da si izmenjamo mnenja. Na drugi strani pa tudi, kaj pa priložnost za samo društvo? Društvo pa normalno ima pač od tega posameznike, ki mu pomagajo, ki širijo ta znanje. A je, se pravi, društvo potem tudi mnenje članov prezentira navzven? Seveda, ko se v preteklosti, dajmo reči, država začela pogovarjati in prepričan sem, da se bo tudi v prihodnosti slej ko prej spet začela pogovarjati o neki obdavčitvi, o neki regulativi, takrat dejansko društvo še z ostalimi organizacijami v Sloveniji, ki se mogoče nekako dotikajo tehnologije ali pa tudi blockchaina, poveže in pogovarja z državo oziroma z regulatorjem. V preteklosti smo jih dejansko mogoče to slišati tako malo smešen, ampak da smo izobraževali regulator, kaj sploh je bitcoin, kako ta tehnologija dela, kaj načeloma se sploh da pri bitcoinu narediti, kaj se ne da narediti, tako da ja, to so pa pač te stvari, ki jih pa društvo počne, poleg tega, da izobražujemo pa sodelujete pa drugače tudi z ostalimi institucijami ali pa podobnimi društvi po celem svetu? Ja, res je, zelo dobro smo povezani z skupino European Bitcoiners. To je v bistvu ena večjih skupin, ki počne dejansko zelo podobno stvar, kaj počnemo mi, samo mogoče na malo večjem skalu. Pol se povezujemo z balkanskim delom 2021. To je spet neko, ampak to so vse neuradne organizacije, neuradne skupine, ki počnejo iste stvari kot mi. Okay. Dajva kar naprej, kje lahko pridete do meetupov, se pravi Ljubljana in Maribor, ne? Ja. Povej, Toni, več o tem, ker ti si od samega začetka tudi zraven. Dejansko organiziramo redne mesečne meetupe v Ljubljani že več kot 3 leta, tako da vedno nekdo predstavi neko temo, konec koncev vsak lahko se odloči, da ga nekaj zanima, mogoče da ima nekaj zapovedati, se pač dogovorimo in ima, ne vem, 1 uro, pol ure enega pogovora, pa nam pač predstavi mogoče, ali da ga zanima mnenje, ali pa da dejansko je toliko podučen, da pač predstavi v večji, širši skupini neko tematiko. Zdaj, vsi ti dogodki so objavljeni na platformi Meetup, na Telegramu tudi redno objavljamo, kdaj se ti dogodki izvajajo in seveda pa tudi vsem članom, ki se nam pridružijo, jih imamo na mailing listi, tako da jih tam obveščamo. Zdaj, druga lokacija, kjer imamo že več kot 1 leto redne mesečne meetupe, je v Mariboru, v hotelu Betnava, tako da tukaj v bistvu bolj štajerski del organizira te dogodke, ker dejansko z Ljubljane se pač ne moramo gor voziti. Vabam pa vse iz drugih koncev države, to se pravi Gorenjske nimamo pokrite, Dolenjske nimamo pokrite, Primorske nimamo pokrite, da bi, če bi kdo imel željo, da nam pač pomaga, pristop tamle na naši stojnici, pa se pogovorimo, pa se tako, kot se v Mariboru pred 1 letom začeli, pač, da se te dogodki začnejo organizirati tudi po drugih koncih Slovenije, ker jaz verjamem, da ne vem, nekomu se je težko voziti iz Maribora v Ljubljano in edina logična poteza je bila ta, da so se, ko se jih je neka kritična masa zbrala, da so rekli, super, bomo pa to organizirali v Mariboru. Mi in finančno pomagamo in tudi v štartu vem, da je težko vsak mesec dobiti neko temo oziroma nekoga, da pač govori, preskočimo na pomoč, ampak plan je o tem, da stvar nekako
sama zaživi, da je to neka celica našega društva in da pač te skupine same začnejo organizirati te dogodke po Sloveniji. Ampak imamo pa tudi goste iz sosednje države, ne, ki pridejo skoraj na vsak meetup. Ja, res je, to mi je najbolj zanimivo, ker dejansko imamo, ne vem, imeli smo zdajle na zadnjih 2 meetupih iz Avstrije, sicer govorimo o enem ali po 2 osebah, iz Hrvaške, iz Zagreba se redno vozijo in v Maribor in v Ljubljano, ker dejansko dol tega ni organiziranega in radi poslušajo in se tudi učijo slovenski, tako da poslušajo v našem jeziku, ja, tako da so ti dogodki kar obiskani. Če gremo na drugo temo, sicer kje najdemo vsebine v slovenskem jeziku, mogoče preden to komentirava, to, da je literatura, da je gradivo o Bitcoinu dostopno v našem jeziku, je za moje pojme res ogromen korak. Ko smo mi začenjali, tega ni bilo, bila je angleščina, smo se prebijali skozi te čudne izraze, nove izraze, kljub temu, da sem ekonomist, sem kar nekaj časa rabo, da sem to vse razvozlal, povezal skupaj. No, zdaj v bistvu ta bližnjica je narejena, literatura, gradiva v slovenščini, tako da pred nama ste poslušali živo Bitcoin knjižnica, projekt. Imate trenutno že 5 knjig na voljo za začetnike, tudi za zahtevnejše. Koliko od vas je prebral knjigo o Bitcoinu v slovenskem jeziku že? Ene par. Ok, no. Zdaj imate slovenščino, dajte, knjige so tamle dostopne, so tudi na voljo v knjižnicah, tako da se lahko sposodite. Prihaja pa tudi praznični čas, mogoče pa tudi kot darilo za nekoga lahko to primerno. Ne? Se pravi, to so knjige, portali, Res je. so pa Zdaj v bistvu veliko informacij oziroma kratkih člankov za nekoga, ki mogoče v štartu ne more, noče, ne želi brati kar takoj cele knjige. Je kar nekaj člankov na bitcoin.si, to je v bistvu društvena spletna stran. Mogoče mičkan bolj posodobljeni so na European Bitcoiners, zberemo slovenski jezik, tam so dejansko zbrani vsi jeziki, ampak zberemo slovenski jezik in je tam kar nekaj člankov in prevedenih, nekaj avtorskih napisanih. Spet vabim, če ima kdo kakšen članek, kakšno idejo, karkoli napisati, da je v bistvu neko platno, kjer se zbirajo vsi te članki in rade volje pač ga preberemo in ga tudi objavimo. Tam dejansko objavljajo naši člani te članke in ja, kar nekaj se jih je nabralo v zadnjih 2-3 letih in tam je dejansko skoncentriran, da začnemo nekaj razmišljati od tehničnih do finančnih stvari in vsi članki so dolgi, ne vem, da ga v 2-3 minutah prebereš in jaz mislim, da marsikdo je tam začel, pol se bo odločil, ok, zdaj bom pa si sposodil ali pa kupil Bitcoin standard in ga dejansko začneš pol brati oziroma raziskovati. Potem je na Bitcoin shopu, bitcoinshop.si, tudi obstaja blockchain, so tudi v bistvu izseki iz Klemnove knjige. Klemen je dejansko tukaj začel objavljati neke članke, kratke povzetke, potem pa iz tega spisal svojo knjigo Od barantanja do Bitcoina. Tako da ena varianta je ta, pol zadnja je pa še društven medium, ki je pa mogoče mičkan od zadnji vstal, dejansko tam ne objavljamo, da nimamo na 2 koncih vseh teh člankov, ker jih objavljamo na European Bitcoiners. Pa imamo pa seveda še podcast, ne? Ja, jaz bi sem šel, decrypt.com je tudi portal, kjer pišemo o Bitcoinu, pošiljam novice, tako da prijavite se, newsletter enkrat na 14 dni približno pošljem, tako da vabljeni. Drugač pa ja, podcast. Ja, pardon, decrypta sem pozabil. Kjer pa skušamo na preprost način začetnikom podati vsebino o Bitcoinu, malo komentiramo dogodke po svetu ali pa v Sloveniji, tako da vabljeni. Najdete pa ga na YouTubeu, na Spotifyju, Fountainu, kmalu na Apple platformi. Kako Slovenci dojemamo Bitcoin ali pa, ja, kaj slišimo? Scam, prevara, ponci, hiter zaslužek,
Če gremo po vrsti dol, vidimo, da na začetku nobenega znanja o Bitcoinu in nižji, ko gremo, bolj ljudje razumejo Bitcoin, ne? Ampak žal je veliko več tistih, ki so na začetku gor. Tako da, Toni, ti imaš največ izkušenj z ljudmi, ki vstopajo v svet kripta in se na te obrnejo za pomoč. Kako to izgleda? Mislim, zdaj imam največ izkušenj ali ne, sem prepričan pa, da dobim največ mailov. In zdaj tle moram reči, da si lepo rekel, ljudi, ki vstopajo v svet kripta, ne. Bitcoin je Bitcoin, kripto je kripto. In največ teh težav ni v Bitcoinu, ampak je na kripto. Največ teh težav ni v Bitcoinu, ampak je, da dejansko, da Bitcoina od zadaj sploh ni, da je sam nekdo nekaj napisal, nekam je bil denar nakazan, pa ta Bitcoin sploh nikoli ni obstajal. Tako da ja, tukaj bo treba še veliko narediti. Zakaj? Zato, ker kripto obljublja hitre zaslužke in dejansko nobeden se niti ne pouči, nobeden niti prav dosti ne prebere in se zapodijo v neka nakazila, pa čakajo neke platforme, kažejo neke donose, po 2 letih, ko si pa hoče nekdo nekaj izplačati, pa tega denarja ni, ki ga tudi dejansko nikoli ni bilo. In tukaj mislim, da naše društvo mora še veliko delati, pa ne samo naše društvo, tudi podcast na Coinu, pa da Crypt portal, pa še kdo drug, ker ja, dejansko bolj take stvari odvrnejo človeka spet za leto, 2, 3 in bolj vprašanje, a pride spet do Bitcoina ali pride spet do kripta, ker dajmo si priznati, Bitcoin hitrega zaslužka nikoli ni obljubljal. Pač tudi, če ga je nekomu v preteklosti prinesel. Saj ni zaslužek. Ampak to niti ni bil zaslužek, to je bilo v bistvu, mislim, z oči začetnikov je to pač zaslužek, ker vrednotijo stvari v fiat denarju. Tako da tukaj je največji problem in tukaj bo treba še veliko narediti in s takimi stvarmi se v društvu tudi ubadamo. Kaj je naslednji projekt, ki v bistvu bo Slovencem ponudil eno možnost, da bo hitreje prišel do vsebine, skoncentrirane, kaj pripravljate? Ja, v bistvu zdaj lahko že oznanim, da se Bitcoin diploma pele iz Ljubljane proti Mariboru. Sicer smo mislili, da bo že zdajle na odru, nažalost ni, se je danes ponoči natiskali, zrihtali. Tako da to je pa učbenik, ki smo ga skupaj z NiceHashom, se moram zahvaliti, smo skupaj z NiceHashom z njihovo finančno podporo prevedli. To je pa dejansko učbenik za mladino oziroma za začetnike, ki v svet začenjajo vstopati v svet Bitcoina, kjer je dejansko ne zdaj kot knjiga, ampak kot učbenik, ki začne, kaj je denar, kaj je inflacija in te v bistvu pripelje na konc po 170 straneh do tega, da je Bitcoin rešitev tem monetarnem sistemu, ki pač iz nas dela to, kar pač dela. Tako da jaz upam, da bo v roku 1 ure, 2 ta učbenik na naši stojnici in pol naslednji korak, jaz mislim, da še letos oziroma v naslednjem letu, v začetku naslednjega leta bomo probali organizirati spet skupaj v društvu z našimi člani izobraževanja oziroma kar nek tečaj. Kje bo to objavljeno, kje bojo lahko ljudje to videli? To bo spet objavljeno na vseh naših socialnih omrežjih, tako kot počnemo mi v bistvu z vsemi objavami, z vsemi dogodki probamo doseči čim večji spekter ljudi in to je in na Facebooku, in na Twitterju, LinkedInu, na Medium, na Meetup platformi. In jaz mislim, da če vas zanima, pa če se vsej nekam pridružite, ni hudič, da boste dobili informacijo, kdaj bo to, pa kako bo zorganizirano. Ja. To bo trajalo, to je daljši, a ne proces. Ja, to je v bistvu načeloma je to program, ki ga izvajajo v Salvadorju, zdaj že kar en lep čas. Oni mislim, da imajo celo zdaj po novem uradno licenciran program in podprt strani države in pri njih to traja nekje cirka 10 tednov. Mislim, da imajo 2-krat na teden po nekaj ur
in na koncu dejansko narediš neki izpit in dobiš diplomo, da dejansko veš, kaj je denar. Dobiš tudi kaj bitcoina, pa ko narediš to diplomo. Če dobiš bitcoina, jaz sem prepričan, da ga kupaš oziroma pridobiš na nek način, tak ali pa drugačen. Okay. Izkoriste to. To, kar je rekel Toni, kaj v začetku leta, verjeten bo zunija, ne sam program. Ja, mislim, diploma, tako kot sem rekel, je prevedena, je stiskana, zdaj program pa imamo še kar nekaj organizacijskih težav ali pa preprek za rešiti, ampak ja, jaz računam, da bo začetek leta oziroma prvi polovici leta, naslednjega, da bomo to zorganizirali. Dajmo reči eno testno varianto tega izobraževanja. V neki manjši skupini, ker te stvari, ja, še to, v bistvu ti tečaji se organizirajo v manjših skupinah, zaradi tega, da dejansko lahko sodeluješ oziroma odgovarjaš na vprašanja, no ne moreš na nekim scale-u 100 ljudi delati, ker se res ogromno vprašanj pojavlja in jih je treba kar sproti reševati, ker nam obrne svet na glavo. To, kar mislimo, da je danes monetaren sistem, da je v redu, pa da funkcionira, pač na žalost, ko preberete kjerokoli od teh knjig, ki jih je Bitcoin knjižnica prevedla ali pa Bitcoin diplomo, boste videli, da Ja, to je čisto tako, kar so nas učili starši, učiteljni ali pa profesori. To je kar problem, ko nekomu začneš te stvari razlagati. Ne verjame seveda, sesuješ mu svet, dojemanje sveta in mora pa sam iti čez ta proces, da zadeve osvoji in ja, mogoče pa Bitcoin za njega predstavlja nekaj drugega, kakor tam, kar na začetku vidite par besed. Hvala za sodelovanje v anketi. Ne moram pokazati gor, ampak možni odgovori so bili, se pravi, kdo je lastnik Bitcoina, Binance, BlackRock, Satoshi, jaz, kdo pa. Najmanj glasov je to bil BlackRock, potem sledi Binance, Satoshi in super odgovor, jaz, kdo pa. Tako da me veseli, da, poglej, kakšen ogromen odstotek, me veseli, da veste, da morate Bitcoin imeti pri sebi spravljen, da Bitcoin na menjalnici, Bitcoin na katerikoli drugi platformi, to ni vaš Bitcoin. Tako kot denar na banki ni vaš denar. Enako. Tako da, če kdo ne ve, kako izgledajo te naprave, zunaj na stojnici si jih lahko ogledate, kolegi bodo tudi pokazali, tako da vabljeni. In to je to. Imate še kakšno vprašanje? Imamo? Vprašanja, tle gor dodajo, ne? Ja. Zdaj sem pa jaz na potu. Kako? Lahko tudi na glas, prej smo tako naredili. Ja, seveda, kakorkoli. Ni. Pa hvala lepa.